Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani v oddaji Evropski utrip. Normalno mesec dni je okoli. Evropski poslanci so znova v Štrasburu na plenarnem zasedanju. Z nami na Skype povezavi pa vodja slovenske delegacije pri Evropski ljudski stranki, dr. Milan Zver. Lep jesenski pozdrav v Štrasburu. Ja, enako tudi nazaj. Začela bova z nečim, kar pravzaprav nas more vse skrbeti. Verjetno ste videli posnetke iz Beograda, kjer že kar podivjani migranti skušajo prepričati srbske oblasti, da jim odprejo vrata proti Madžarski. Hkrati pa, koliko sem slišal, je včeraj začel delovati nov Frontex in da so na madžarsko-bolgarski meji vzpostavili obmejno stražo. Kaj to pomeni? To pomeni, da se ponovno obuja počasi balkanska ruta, balkanska pot za novih val migrantov, ki se pričakuje. Dejstvo je, da poskuša Turčija še izpolnjevati dogovor z Evropsko unijo, tako da ne spušča več kot 80 migrantov na dan iz svoje države naprej. Ampak vendarle ti ljudje se nabirajo in slej ko prej bo prišel pritisk. Najbolj šibka točka ta hip je res med Bolgarijo in pa Turčijo na bolgarsko-turški meji. Zato je Evropska unija na prošnjo predsednika vlade Bolgarije Borisova že poslala pomoč v denarju, v opremi in tudi v ljudeh, tako da bodo poskušali to mejo tudi fizično zapreti, torej z živo silo in s tem preprečiti nove valove, ki bi se vili torej tudi proti Sloveniji. Pa vendar v Sloveniji, kako bi dejal, nas vsak dan bolj skrbi, namreč vlada se pripravlja na ta, bog ne daj, migrantski val, tako da v določenih lokacijah skuša mimo volje ljudi spostaviti neke begunske centre, od Črnomlja do Maribora in povsod pravzaprav ljudje že kar na glas protestirajo proti takim odločitvam. Normalno negodovanje je veliko, ne samo v Sloveniji, tudi v drugih državah, tudi v Avstriji, na Madžarskem, povsod praktično celo, najbolj pa tam, kjer so begunci dejansko in migranti seveda, kjer dejansko živijo, to je zlasti na Bavarskem in drugih nemških deželah, kjer prihaja vedno do večjih konfliktov z lokalnim prebivalstvom. Ljudje se seveda bojijo, tudi zaradi tega, ker se varnostna situacija slabša, če pride večje število migrantov in beguncev, ki jih ni mogoče nadzirati. Jaz upam, da balkanske poti ne bo nove, vendar verjetnost obstaja. In v tem primeru bi Slovenija morala bistveno drugače ravnati, kot je ravnala v lanskem letu, ko je šlo skoraj pol milijona nezakonitih migrantov in beguncev skozi slovensko ozemlje na neustrezen način. Mi smo vendarle zunanja šengenska država in bi morali ravnati v skladu z evropskimi pravili. Če tega ne bomo storili, nas bo čakala takšna ali drugačna kazen. Lahko izgubimo tudi status, lahko pa v najslabšem primeru ostanemo žepna država z ogromnim številom beguncev v naši državi, zato ker Avstrija se odločila vračati begunce. Občutek imam, da ima nekega jackpota v rokah turški predsednik Erdogan. Po eni strani izsiljuje Evropo, dajte te 3 milijarde, sicer vam sprostim meje in pošljem begunce na vaša tla. Veliko odvisno od obnašanja turške vlade. Praktično vse, če se bodo oni držali dogovora z Evropsko unijo, potem bo zadeva v redu, če ne, se lahko zgodi najslabše. Tako da smo nekako ujetniki. Poleg tega si je Turčija v zadnjem času navezala prijateljske odnose z Rusijo, ki poskuša na vse načine destabilizirati Evropsko unijo in zvezo NATO, tako da obstaja neka aliansa povezana tudi z Iranom, Hezbolahom in Asadom, seveda sirskim diktatorjem, ki je v perspektivi lahko predvsem nevarna in lahko vpliva na spremembe geostrateških pozicij. Tale španovija, turško-ruska španovija, konec koncev
je rezultiralo tudi s tem, da so se Američani umaknili iz nekega pogajalskega procesa za mir v Siriji. Rusi oziroma sirska vlada s Turki verjetno tolčejo po Alepu, kjer so opozicijske sile. Ruski predsednik Putin pa celo svari svoje državljane, da smo pred tretjo svetovno vojno oziroma pred nevarnostjo atomskega napada. V tej luči me zanima, kako gledate tudi na to, da je včeraj, hvala Bogu, portugalski kandidat za generalnega sekretarja Guterres dobil večinsko podporo, naš pa odpadel. Ja, jaz ste odprl kar nekaj vprašanj, ampak dejstvo je res, še nikoli po hladni vojni ni bilo tako napeti odnosi med Rusijo in pa NATO oziroma zahodnim svetom, kot ravno ta hip. Rusija lahko komunicira samo na trd način. Tukaj je močna, zato ker ima močne vojaške sile in tudi obveščevalne službe. Gospodarsko seveda ne more tekmovati z ostalim svetom. Je pa torej tudi na diplomatskih krogih, kar močno vodi varnostni svet ta hip. In jaz sem prepričan, da bo to obdobje izkoristila v svoj prid in še povečala svoj vpliv. To, da je Amerika odstopila od sporazuma z Rusijo v zvezi z Sirijo, se mi zdi grozna stvar in hudo opozorilo in sporočilo, da se z Rusijo pač ne more sodelovati, ne more spostaviti partnerski odnos, zato ker imajo oni neke svoje interese in so pripravljeni vse narediti, da so te svoje interese in cilje tudi uresničijo. Tako so postavili raketne sisteme v Siriji in to pomeni, da so se postavili na to območje dolgoročno in so popolnoma imajo jasen cilj, da Asad ostane, zato ker njihov največji zaveznik. In seveda tukaj so se že praktično stvari postavile, zakoličile in jaz mislim, da smo mi vsi, ki smo poskušali na normalen način, torej zahodni svet, rešiti situacijo v Siriji, izgubili to priložnost. Povejte mi, a bo oseba, kot je Guterres, sposobna na vrhu Združenih narodov sprožiti nek, bom rekel, trdnejši mirovni proces? To je težko reči. Pa ne zaradi tega, ker Guterres ne bi bil sposoben. On se je že dokazal svoje vrline in sposobnosti tudi na polju politike in diplomacije. Zagotovo je zelo sposobna in primerna oseba, vendar samo poslanstvo OZN ni več to, kar je bilo na samem začetku, še v 50. in 60. letih, ko so dejansko posredovali in učinkovito reševali tudi najhujše spore. Danes se mi zdi, da je OZN šibkejša skupnost, organizacija in nima tolikšne moči. Živimo pa spet v nekem času, ko je hladna, trda vojaška sila odločilnejši faktor kot na primer mirovna pogajanja ali pa diplomacija. Nažalost smo prišli v to obdobje in sedaj bi morali res storiti vse, da ne pride do večje eskalacije ali pa še do večjih napetosti v svetu, ker opozorila, ki prihaja tudi strani Amerike, Združenih držav Amerike, o možnosti vojne, celo tretje svetovne vojne, so resne in resno jih moramo tudi jemati, še posebej v Evropi, kjer pa nismo pripravljeni na kakšno bojevanje. Mi smo poskušali z mehko močjo, soft power, delovati v svetu, biti konkurenčni kot največje gospodarstvo, kot največji trg. Smo poskušali tekmovati in na ta način dokazovati svojo, recimo, moč ali pa konkurenčnost. Danes spet vidimo, da so tanki močnejši faktor in to ni dobro. In nazadnje, tudi Evropska unija bi si morala prizadevati, evropske države bi si morali veliko bolj prizadevati za večjo obrambno in varnostno politiko, kot so to počele zadnjih 20 let, ko so ZDA zapustile nekatera vojaška oporišča v Evropi, mi teh sil nismo nadoknadili in danes je resnično Evropa živi v varnostnem vakuumu. Verjetno je, saj ste sami že dejali, vsa stvar je po eni strani tudi povezana z gospodarsko močjo Evropske unije.
čezmejni, čezatlantski sporazumi TTIP in CETA so zato hudo kritizirani. Tudi konec koncev, če vam povem, v Sloveniji zdaj imate že dve občini, ki sta se izločili iz tega čezatlantskega sporazuma, torej prepovedujeta uporabo tega sporazuma na svojih tleh. To je malo hecno, ne? Ja. Sem slišal za to, ampak vendarle zgodba ni tako enostavna in uspešna na koncu. Ti sporazumi dajo evropskim gospodarstvom, zlasti malim in srednjim podjetjem, veliko priložnost. In seveda tudi ameriškim. Skratka, odpravili bi carinske ovire in druge ovire, trgovina bi lažje potekala, stroški poslovanja bi se zmanjšali, odpirala bi se nova delovna mesta, gospodinstva bi imela izračunano precejšnje koristi tudi od tega sporazuma. Torej, vsestranska korist. Slabše bi jo pa odnesli od tega sporazuma recimo Rusi, Kitajci, Japonci. In neverjetno je, kako je uspela zlasti ruska propaganda, ki je tako močna, prepričati večji del slovenske javnosti, da je te tip nekaj slabega za Slovenijo in pa za Evropo. No, nekaj podobnega počnejo tudi v drugih predelih Evropske unije. Tako da so na nek način uspeli nasprotniki te tipa. Mi bi morali končati pogajanja zdaj ravno v tem času, še predsednik Obama bi lahko podpisal sporazum. Ampak tega ne bo, ne? Zdaj pa je verjetno, zdaj pa niti več tehnične možnosti ni za kaj takega in ostaja v zraku. Vse tisto, kar smo se izpogajali, ne bo nič veljalo. In veliko truda, energije, denarja, stroškov je bilo vloženega v ta pogajanja, ki so bila ena najbolj transparentnih pogajanja sploh, kar se teh trgovinskih sporazumov tiče. Saj imamo sporazume tudi z drugimi državami sveta, ampak nikoli ni bilo toliko govora in toliko napadov nasprotovanj kot ravno ta sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Gospod Milan Zver, v ponedeljek se je zgodilo prvo dejanje civiliziranega krščanskega pokopa pomorjenih iz rova Hude jame, torej Svete Barbare. Prenešene so ostanki pobitih v Maribor na Dobravo, kjer se bo konec oktobra zgodil zaključek tega simboličnega dejanja, torej civiliziranega pokopa. Kako kaj Evropa gleda na to dejanje? Naj povem, da sem imel v tem tednu dva obiska iz Slovenije, dva precej velika obiska in obakrat sem jih peljal pred spominsko plaketo, ki stoji tukaj v parlamentu v Strasbourgu, v spomin na eksodus baltskih narodov. Jaz sem jim povedal svojo namero, kje bi postavili tudi spomenik vsem pomorjenim po drugi svetovni vojni. Zgodba še ni končana. Sedaj ob polovici mandata se bo menil tudi predsednik Evropskega parlamenta in zgodbo bomo nadaljevali skupaj s kolegi iz sosednjih držav. In vsi so bili začudeni, da recimo že zdaj niso dovolili postavitev tovrstnega obeležja in to je neka moja zaveza, da se bo do konca mandata to zgodilo. No, tukaj, kar se pa pri nas dogaja, res je to nek začetek, ampak jaz bi želel, da bi se to pietetno dejanje zgodilo na drugačen način, na podlagi večjega konsenza vseh vpletenih. Sedaj se je videlo, da tisti zakon, ki ga je Nova Slovenija predlagala o dostojnem pokopu žrtev, ni bil popoln. Vidi se, da sedaj ločujejo trupla od predmetov, ki so lahko dokazni material tudi za identifikacijo teh žrtev. In na internetu vidimo veliko stvari tovrstnih predmetov, ki se poskušajo prodajati in tako naprej. Torej, ker ni ustreznega pravno-formalnega okvira, se dogajajo nepietetne stvari tudi v zvezi s tem pokopom, ki bi že moral biti davno opravljen. Tako da nisem najbolj zadovoljen s pristopom. Bilo bi dobro, da bi se vsi dejavniki, vsi deležniki stopili skupaj in poiskali način, ki bi najbolj pietetno izgledal. Ta hip temu ni tako. To je to. Povejte mi še na koncu najnega pogovora, Milan Zver, včeraj ste razpravljali na temo začasna, trajna, brezplačna pravna pomoč. Ampak potem sem se spomnil, namreč pri nas se je dogajalo to, da so nekateri, ki so bili še pred leti na vrhu najbolj bogatih Slovencev,
prišli na sodišče v svilenem oblačilu in zahtevali brezplačno pravno pomoč. No, ta direktiva, ki smo jo sprejeli, to onemogoča. Točno to, kar ste omenili, prav posebno določilo je, da tisti, ki bi prejemali takšno pomoč, če so lagali ustreznim organom, da so prikazovali svoj standard, se potem lahko izterja oziroma se jih kaznuje. Tako da krivo pričevanje je kaznovano. V tem primeru, tukaj gre pač za tiste primere, ko se tujci znajdejo pred tujimi sodišči in potrebujejo določeno pomoč. Tolmačenje je že bilo zdavnaj rešeno, to je že 6. direktiva po vrsti, ki obtoženim in obsojenim omogoča koliko toliko normalne razmere v procesu, ki se borijo za svoj prav. Tu bova naredila zaenkrat piko. Hvala lepa za pogovor in vse dobro v Strasbourgu. Hvala tudi vam za pogovor. Mi pa se vidimo normalno čez mesec dni. Srečno.